še zmeraj sem malo pod vtisom vsega tega, ne, ker vseeno po 14 mesecih gledalce videti spet na tribunah, ne, in v bistvu tudi nekako presenečen bil že sam odhod na stadion, je bilo presenečenje, so me prišle Viole iskat pred hišo in so me na to zadnjo pot pospremila res nepozabno in moram reči, da se je moja hčerka še zdaj trese doma, ker je bila z mano v avtu, ker je to zdaj prvič nekako doživela, kako ta folklora v Mariboru navijaška, kako je to nekaj posebnega, kako navijači Viole, kako to živijo za to mesto in vidim, da znajo ceniti vse uspehe in vse, kar nekdo da za klub in tako da je bilo res nekaj posebnega in nepozabnega. Mladci, kateremu se lahko tuji vzgled, kako se brani naš sveti grb in na nek način je to naša najmanjša zahvala. Kaj smo ti lahko naredili, fantje? Pa ne bo kaj hvalamo. Umah kdo da ti je všeč in banda. Mi smo tvoja banda. To je res ena posebna čast, ne, in mislim, da je šele druga številka, ki je upokojena, ne, in težko je bilo v bistvu, ne, te stisne pri srcu, te stisne v prsih, veš, da je tvoja zadnja nekako v bistvu tekma, da si prisoten, da si del tega, da nekako garderobe, tribune, ne, in težko je opisati z besedami, ne, v glavnem je čustveno, zelo čustveno. Težko je, ker ene stvari so se tudi meni dogajale prvič v karieri, ne, enostavno, ko prideš enkrat v tako sredino, v tako mesto, v tako organiziran klub, kot je Maribor in potem še prihajajo te uspehi, nekako bi rekel, dan za dnem, ne, in ali pa iz sezone v sezono. Težko je izpostaviti kaj posebnega, edino tle gre samo nekako zahvala klubu, da te je pripeljal, da si lahko bil del te zgodbe, ki ta mozaik se je sestavljal ne samo v bistvu z mano, ampak z vsemi, ki so bili prisotni, ne, od vseh igralcev, ki so že zapustili ta klub, ki so ostali v spominu in ki smo skupaj gradili nekako to zgodbo. Ne. Ko prevzameš odgovornost v garderobi, jo tudi prevzameš na igrišču in probal sem nekako biti vzor in soigralcem in publiki, tako da enostavno tako eno odgovorno vlogo, bom rekel. Obžalovanja ni, mogoče še kakšno lovoriko več bi dodal, ne, ker smo bili nekako, par lovorik se nam je izmuznilo, ne, ampak enostavno to je bila nekako, bom rekel, cena uspehov in pacev, ne, mi smo probali te pace čim manj, da jih ublažimo in edino to je, da nismo bili dovolj čvrsti v nekaterih trenutkah, da smo samo nadaljevali te cilje, ki smo jih imeli in v bistvu to lestvico, ki smo visoko postavljali. Rad bi, ne, pomagal fantom v nogometni šoli in rad bi, da se nekako poveže člansko moštvo in mladinska šola, da iščemo fante iz domačega okolja oziroma da jih vzgajamo, da enostavno lahko pridejo, da so že takoj pripravljeni nekako za člansko ekipo, da je ta prehod čim manj težek, v bistvu, da je lažji in tle bom jaz, želim si, da bi naredili par korakov v tej smeri, da se tudi dvigne mladinski pogon, v bistvu cela nogometna šola in bom dal vse, kar je v moji moči, da lahko temu pripomorem. To sem že nekako fantom povedal, ko sem zaključil, da enostavno kariera prehitro mine in življenje tudi prehitro gre in sem samo rekel, naj vsak uživa vsak trenutek na tekmi, na treningu,
da se splača dati 100% vas, mislim sebe v nogomet, kaj se ti obrestuje, se ti vrne in to je v bistvu misel nekako za te bodoče, ki bodo prihajali športnike, v bistvu nogometaše v klub, ampak rad bi pa samo izpostavil še enkrat Viole, navijače, cel stav, celo pisarno NK Maribor, ker da so mi omogočili nekak tak zaključek in vso to energijo, ki jo imajo oni in ki jo probajo prenesti na nas in na navijače in mislim, da uspehi bojo prišli tudi, ko bomo nekako, bom rekel, mi, ki smo pustili velik pečat v klubu, bo prišlo tudi novi uspehi, novi Handanovići, novi Tavareši, bom tako rekel, ne. Tako da samo verjeti vase in delati in verjeti v klub. Fant je priden, fant se razvija, tako kot mora se razvijati. V bistvu, potrenirali smo, ko so bili te korona časi, kaj ti treningi, vedeli smo, da ni treningov ni, ne, in nekako smo se morali prilagajati, ne. Tako da, jaz pravim tako, ne gre po svoji poti. Meni je važno, da je lepo vzgojen, da naredi šolo, nogomet bo že prišel.